Lepo pozdravljeni v drugi oddaji rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. V drugi oddaji rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško smo povzeli dogajanje v preteklem mesecu. Odigrali smo partijo 1-1 z Gašperjem Margučem in se pogovarjali z legendo celjskega rokometa Vladom Bojovićem. Dobrodošli! Pretekli mesec je bil za Celjane precej uspešen, saj so dobili 8 od skupno 9 tekem. Najprej so pivovarji v drugem krogu elitne lige prvakov nastopili na domačem parketu, gostili pa so rusko ekipo iz Sankt Petersburga, ki je edini predstavnik te velike države v najmočnejšem evropskem tekmovanju. Po rezultatih v prvem krogu in zmagi Zaporožja v drugem proti Zagrebu je že jasno, da bo boj za napredovanje zelo trd in neizprosen. Za Celje Pivovarno Laško je v poštev na tej tekmi prišla le zmaga, saj gre za neposrednega konkurenta za napredovanje v drugi del tekmovanja. V uvodnih minutah smo lahko spoznali, da je ruska ekipa vse prej kot naivna in da se v Zlatorogu, kot je opozarjal že trener Matić, ne bo hitro predala. Predvsem Nasirov je v uvodnih minutah rešetal celjsko mrežo in skrbel za izenačeno tekmo. Celjani so po nekaj zgrešenih strelih in zapravljenih žogah v 12. minuti prišli do 2, minuto kasneje pa po hitrem nasprotnem protinapadu do 3 zadetkov prednosti. Ob igralcu manj, ko je bil izključen Poteko, se je z obrambami izkazal skok, pivovarji pa so zadržali prednost, ki bi ob kakšni napaki manj lahko še povišali. To jim je uspelo v 19. minuti, ko je Lekaj po odlični obrambni akciji Žvižeja zadel za 10-6. Gostje se niso dali in so se po obrambi Šica in zapravljeni žogi Celja približali na 3 zadetke razlike, a so se domači z 2 zadetkoma Razgorja do polčasa znova uspeli odlepiti na 5 zadetkov razlike. Že takoj na začetku drugega dela so napad kronali zadetkom in prednost dvignili na 6, nato pa so, namesto da bi nadaljevali v enakem ritmu, s hitrimi napakami dovolili, da se je Sankt Petersburg približal na le 2 zadetka zaostanka. Kasneje so se domači igralci vendarle zbrali in zaigrali bolje. Odličen je bil skok in Celjani so uspeli priti še do 8 zadetkov v prednosti. To pa je bil za 2 minuti izključen Žvižej in Sankt Petersburg je s kar 3 zadetki poskrbel za 24-19, torej ponovno 5 golov razlike. Ob igralcu več so domači naredili 2 napaki v napadu, gostje pa so prišli na le na -4. Na srečo je nato zadel Žvižej, čemu je sledila še dobra obrambna akcija in slabih 5 minut do konca je bilo znova +5. Po obrambi skoka pa je bilo jasno, da bo pomembna zmaga ostala doma. Vprašanje je bila le končna razlika v korist Celja, ki se je ustavila pri 7, kar je, glede na potek tekme, povsem zasluženo. Naslednja bitka v Ligi prvakov je Celjane čakala ponovno v hramu slovenskega rokometa, dvorani Zlatorog, v kateri je gostovalo trenutno drugo moštvo močne nemške Bundeslige, ekipa Rhein-Neckar Löwen. Celjani so ob čvrsti gostujoči obrambi na začetku tekme povsem izgubili niti svoje igre in v 16. minuti zaostajali za 4 gole. Dokaj brezidejno igro domačih v napadu so gostje s pridom izkoristili in si hitro priigrali prednost 6 golov, ki je niso zapravili vse do konca prvega polčasa. Nerazpoloženi gostitelji so tako v 30 minutah prvega polčasa naredili mnogo napak v protinapadih in dosegli vsega 7 golov, prvega šele po 7 minutah igre. Zelo razpoložen pa je bil tudi gostujoči vratar Niklas Landin. Ta je v prvem polčasu ubranil več kot polovico vseh strelov proti svojim vratom. Gostje so zlahka nadzorovali položaj in v 35 minuti povedli z 9-16 po že 6. golu Uweja Gensheimerja. Celjani so se nato le prebudili, kot da bi prestavili v višjo prestavo. Veliko hitrejša in raznovrstnejša igra je veliko obetala in že po 12 minutah drugega dela so Celjani dosegli toliko golov kot v celotnem prvem polčasu. Po izključitvi Gedeona Guardiole so Celjani v 43 minuti prišli do zaostanka 4 zadetkov. 5 minut pozneje pa je Mate Lekaj znižal na 18-21, a kaj bližje ni šlo. Pri gostih je bil z 10 goli najbolj razigran Gensheimer, pri domačih pa s po 5 Nemanja Zelenović in Rok Žuran, ki je vseh 5 dosegel v drugem delu. To pa je bil edini poraz za Celjane v preteklem mesecu. Zadnja tekma v najelitnejšem rokometnem klubskem tekmovanju pretekli mesec pa je rokometaše Celja Pivovarne Laško odpeljala na dolgo pot, na vzhod Ukrajine, k Zaporožju. Pivovari so v 4. kolu Lige prvakov pisali izjemno pomembno drugo zmago in sicer na gostovanju v Ukrajini pri ekipi Motorja iz Zaporožja. Še 2 minuti pred koncem pa ni dišalo po takšnem razpletu, saj sta bila nasprotnika še poravnana, predtem pa sta se izmenjavala v vodstvu od 1 do 3 golov. A pojdimo po vrsti. Gostje so prvi zadeli.
Nato pa je Zaporožje do 12. minute držalo minimalno vodstvo. Po golu Ivana Sliškoviča ob igri številčno premočjo so vnovič vodili varovanci trenerja Vladana Matiča z delnim izidom 3-0, so prvič pobegnili tudi za 2 gola. Učinkovit je bil Nemanja Zelenović, ki je bil že ob polovici prvega dela pri 3 zadetkih. V 18. minuti so Ukrajinci po golu 7 metrov izenačili. Celjani so držali gol zaloge, izdatne pa se niso mogli odlepiti. 5 obramb je do takrat zbral vratar Oleksandr Ševelev. Gostitelji sicer z igro niso blesteli, so pa pridno izkoriščali napake Celjanov, ki bi lahko bili, če bi bili mirnejši in učinkovitejši v dosti bolj mirnih vodah. Tik pred odmorom je Zaporožje ušlo na +3. Celjani so v prvem polčasu nastopili premalo zbrano. Drugi del so slovenski podprvaki začeli bolje z goloma Sebastiana Skubeta in Mlakarja, ki pa je moral že v drugi minuti nadaljevanja s parketa z vinom levega gležnja. Še naprej sta za domače zadevala Stopincev in Sergej Unifrijenko in domači so bili spet 3 gole spredaj. A ne za dolgo. Po 3. golu Skubeta sta bili zasedbi spet izenačeni, nato pa so gostje z delnim izidom 4-0 znova vodili. Razigran je bil Zelenović, ki je 6-krat zatresel mrežo Zaporožja. Matičeva četa je strnila vrste v obrambi, Lesjak je naštel 6 obramb, ob številčni premoči je zadel Gašper Marguč in svojo ekipo popeljal v vodstvo z 2 zadetkoma prednosti. Celjani so v prvih 13 minutah drugega dela zadeli 10-krat, tole je le enkrat manj kot v celotnem prvem polčasu. Prav zato je domači trener poskusil zmenjavo vratarja. Nekdanjega celjskega viteza Slovaka Richarda Štohla je zamenjal Valentin Košovi in takoj vpisal svojo prvo obrambo. Slovenske podprvake je pri življenju držal razigrani vratar Lesjak. Marguč je izenačil na 24-24, z njegovim drugim zaporednim golom je bilo slovensko moštvo spet v prednosti. Ko se je 5 minut in pol pred koncem prvič med strelce vpišal še Luka Žvižej in svoji ekipi zagotovil prednost +2, je začelo dišati po celjski zmagi. A je Zaporožje hitro znova izenačilo. 7 metrov je za celjsko vodstvo zadel Marguč, ki je dosegel še svoj 8. gol, ko pa je bil uspešen še Skobe, so Matičevi fantje znova lažje zadihali. Nato je v drugo zadel še Žvižej in slavje v Ukrajini se lahko pričelo. Pijem pivo s prijatelji in pa sem okolju družine. So zelo zveste. Osebno bi zbral Kiel, ker mogoče bi si želel enkrat igrati v Bundesligi, ki je najmočnejši liga na svetu. Levo krilo Uwe Gensheimer, levi bek Nenad Peruničić, srednji bek Stefan Löfgren, desni bek Laszlo Nač, desno krilo Mirza Džomba, pivot Magnus Wislander, golman Dejan Perić. Trener Vladan Matić. Sigurno so to želje vsakega mladega igralca rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, tako da ko sem zvedel, da bom začel sploh trenirati s prvo ekipo, sem bil sigurno malce nervozen, ampak zelo vesel in počaščen, da sem dobil to priložnost. Svoja punca. Ja, glede na to, da sem športnik, bi sigurno probal malce izboljšati pogoje glede športnikov. Če bi lahko povedal, bi kar 2 povedal. Zelo rad imam Nutello in pa čokolino.
rad bi povedal, da obiskujte naše tekme čim večjem številu in mi vam obljubimo, da vam bomo priredili spektakel. Pozdravljeni, moje ime je Gašper Marguč, gledajte še naprej našo oddajo in ne pozabite, enkrat za Celje, vedno za Celje. To je on, 13 sezon član rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, nekdani član jugoslovanske reprezentance v rokometu, udeleženec olimpijskih iger. To je legenda celjskega kluba. To je Vlado Bojović. Vlado Bojović, legenda celjskega kluba. Lep pozdrav v rubriki Počasen posnetek. Hvala. Vlado, najprej za začetek, kako se je vse skupaj začelo? Kje so potekali treningi in katerega leta se je vse skupaj začela odvijati zgodba celjske legende? Koliko se spomnim, je bilo to v 8. razredu osnovne šole, je na Skalni kleti rokometni klub Celje zbral tako dan zdela te rokometne šole, pač eno množico talentiranih potencialnih igralcev. Tam nas je prevzel, moj prvi trener je bil Mile Čepin in on je potem tak izbor naredil par trening tekem to in pozneje nas je pa treniral Tone Goršič. On je prav tako legenda celega jugoslovanskega, ne samo slovenskega rokometa, strokovno govorim. V bistvu me je on naučil tisto, kar sem pozneje znal. Leta 1969 ste prvič nastopili za prvo celjsko ekipo. Vaši spomini mogoče, kako so vas sprejeli soigralci takrat? Ja, sprejeli so me v redu. Mislim, da je bil debut v Crvenki. Šli smo z nekim kombijem, mislim, da sem na potovalkah ležal, ker ni bilo dosti prostora. Ampak bili smo mladi, zagnani za šport in taka zadeva, kot ti dajo priliko, mislim, da cel teden nisem normalno spal, sam sem tednom enkrat v prvi postavi igral. Celje je znano kot rokometno mesto. Tu je vzdušje vedno zelo odlično. Zdaj pa me zanima, ali je bilo tudi v vaših časih tako? Celje je bilo in še vedno najbolj znano po rokometu in atletiki. Ne? V tistih časih tudi atletika je bila zelo kot individualni šport močna, vendar rokomet na teh prostorih Jugoslavije oziroma Balkana, Celje je bilo vedno pojem od mladinskih časov naprej, s tem, da mogoče v tem višje selekcije, se pravi članske, niso dosegle rezultatov, ki bi jih v normalnih pogojih lahko dosegle, vendar Celje je bil za Slovenijo vedno pojem rokomet, tako so Jesenice za hokej, rečemo Olimpija za košarko, za Ljubljano, Maribor za nogomet. Dejansko Celje je rokometno mesto. Mnogi zmotno mislijo, da se je rokomet v Celju začel v dvorani Golovec. Začel pa se je? Na Skalni kleti. Skalna klet je zibelka celjskega rokometa. Mislim, da je prva tekom bila celo odigrana na prostoru pred železniško postajo, ko je pokojni Kuzma, novinar, znan tudi oče mnogih teh narejenih rokometašev celjskih, starosta, to organiziral in pozneje se je preselilo na Skalno klet in vse tekme, generacije pred mano, se pravi Koren, Telič in ostali celjski znani igralci, ki so nas v bistvu upeljali in nam pokazali neke stvari, kateri smo se pozneje naučili, so vsi na Skalni kleti igrali. Golovec je bil, koliko se spomnim, 76 leta odprt na tisti kvalifikacijski tekmi, povratni z Veležem, po kateri smo potem prišli nazaj v prvo jugoslovansko ligo. No, Vlado, zdaj smo obdelala vaše začetke kariere, zdaj pa je seveda čas, da se jasno posvetiva tudi jugoslovanski reprezentanci. Bili ste standardni član pravzaprav jugoslovanske ekipe. Kakšni so vaši spomini na tiste čase? Ja, lepi, zelo lepi, ker prišlo do zamenjave generacij po svetovnem prvenstvu v vzhodni Nemčiji. Prišla je nova generacija, se pravi Rađenović, Pavičević, Krivokapić, rečemo Zavko, jaz pozneje še Isaković in ostali. In imeli smo tudi dobre rezultate. Manjši problem je bil, ker sem pač igral v drugi ligi in sem imel premalo težkih tekem, kar je posledično pripeljalo do tega, da sem potem, ko smo padli v drugo ligo, prestopil k Slovanu, ki je takrat bil v Sloveniji v prvi ligi in to je bil eden od pogojev, da sem nastal v reprezentanci, v kateri sem igral pa 7 let. Kako je sploh mogoče, da je takrat
rokometaš iz druge lige prišel celo v prvo ekipo reprezentance Jugoslavije. Ja, to prepuščam vam pa tem športnim poznavalcem. Zelo težko je bilo, ne? Se pravi, da moral si nekako izstopati, pa nekatere kvalitete imeti, da so jih prepoznali, drugače si pač ne znam razlagati. Jaz sem samo osebno ne morem kaj veliko povedati. Je bil Eret tista pika na i v Jaz pa vaši karieri? Mislim, da ne, da bolj ko ne igra v obrambi. Ker ključni igralci so igrali zunanji proti nam na tistih položajih, v katerem sem igral v obrambi, in tam se ni nobeden od igralcev svetovnega formata pri meni ne igral. In zato je bila, rečemo, mislim, prva stvar. Še danes si mislim, tudi v bilo kjerem športu z žogo je obramba prva. Pa da razjasniva gledalcev, kaj sploh je Eret? Strel z desnega krila z desno roko. Ampak vi ste imeli poseben režim treninga oziroma poseben način treninga, da ste izboljšali ta Ja, met? prvo pri tem začetku pri treningu velikokrat pride do težjih padcev. Zato me moj trener Tone Gošič, ki me je tega udarca naučil, vzornik mi je bil pa Niko Markovič, ki je pred mano igral, sem šel na travo, izgubil tisti strah in potem lažje to izvajal na asfaltu, betonu. Sicer je bilo to težje, enostavno trening, kadar sem sam treniral, sem si postavil prvo vratnico gola 1 meter v igrišče, da nisem videl druge strani, druge vratnice postavil na sredino eno tesko in potem tako dolgo metal žogo, da sem zadel tisto stran ob drugi vratnici, katero se v bistvu z mojega prvega oprotnega položaja ni dala videti. In to je pa pač povzročil dosti joka, dosti karast, dosti krvi, ampak iz nič ni nič, ne. Sanje vsakega športnika so jasno olimpijske igre. Seveda se strinjam s tem. Na samo olimpijado ni bilo enostavno prijeti. Tako ste rekel, sanje se ti enkrat uresničijo in cel proces par let pred olimpijado in to je bil zelo težak, zamenjal sem čisto na koncu tudi trenerja, tako da v bistvu z svojo zagnanostjo, ki me je takrat kresila in voljo, mi je to uspelo. Spomini na olimpijske igre v Montrealu leta 1976 in pa iz dveh svetovnih prvenstev. Športni spomin, ne. Tam smo izgubili eno tekmo za en gol. Zmagali pri olimpijskega prvaka v pretekmovanju, pa osvojili šele 5. mesto, ne. Drugače pa krasno. Angleška kraljica je bila na obisku, Mick Jaggerja sem v diskoteki videl. Skratka, za mladega človeka film. Drugače pa glede svetovnih prvenstv, eno na Danskem tudi 5. mesto, na zadnje prvenstvo v Nemčiji pa podaljški poraz z Sovjetsko zvezo za dva gola, meni se zdi, tu smo osvojili srebrno medaljo, ampak v bistvu izgubili dobljeno tekmo. Tako da lepi spomini, kar nekaj prvenstv, ampak čez olimpijado jih ni. Kaj pa počne Vlado Bojović po končani športni karieri? Trenutno ni kaj hvaliti, nič pretresljivega. Čakam na operacijo kolka, ki je posledično pač zaradi športnih poškodb, ki so nastale. Nekaj časa sem brez službe že. Navdušujem se z manjšimi stvarmi, glede na leta, čakam na pogoje, da jih izpolnim za pokoj. To bi bilo vse. Vlado Bojović, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in bili gost v naši oddaji in veliko sreče v življenju še naprej vam želimo. Hvala vam za povabilo, jaz tudi vam vse naj želim. Sziasztok, Lékai Máté vagyok. Nagyon sok szeretettel meghívnálok titeket november 17-én a Celje Pivovárna Láskó MKB NVM Premier mérkőzésre. Hajrá Celje!